Živijo, jaz sem Boštjan Agbar in to je podcast Podrobnosti. Danes 31. epizoda podcasta, tako kot vedno na drugi strani linije, Anže Tomič, a.k.a. podcast car, kje si? Ne bom. To je bilo zadnjič, to pustimo zadnjič, ko so bile weird zadeve. To so weird zadeve, ja. To bom sam, ker bojo weird zadeve. Če sem spomnil naslednjič, bom že spet what. To ne paše to zraven, se strinjam. Ja, to je res. Si v redu? Sam, v redu sem. Okay. Spravi, vse cool, vse je po ustaljenem tiru. Tiri so ustaljeni, boki. Okay. To je najbolj važno. Danes imamo en cool podcast, sicer ne bo v angleščini, ker enostavno se je tako odvilo vse skupaj, ko planiramo te goste in usklajujemo njihov urnik oziroma najin urnik in njihov in tako je včasih zelo težko, tako da bo podcast v slovenščini, pa verjetno naslednji podcast z gostom, ki je angleško, a sem pravi, angleško govoreč? Res je. Ampak vseeno, današnji gost vseeno živi v Ameriki, zdaj že mislim, da je 10 let nekaj takega. In sicer je to znan slovenski košarkaš, moj zelo dober kolega Beno Udrih, ki igra za Memphis Grizzlies in ima res fantastično sezono z to NBA ekipo. Tako mi čakam, da se pomenima, ker z Benčom nimam veliko prilik se pogovarjati. Eno stvar je si tipkati preko kakega messengerja, pa prek Twitterja, drugo je pa dejansko se s človekom pogovarjati, s katerim sem tudi jaz veliko skupaj preživel, veliko odigral. Ga poznam že kot malega fanta, oziroma ko sem oba dva bila mala, oziroma mlada fanta, tako da bo full cool. Še prej pa, Anže, povej mi ti admin zadeve, prosim. Podcast Podrobnosti je del mreže Aparatus, tako da ga najdete na aparatus.si, 2p sta v imenu. Drugače smo pa tudi v iTunesih, tako da če nas tam poslušate, če te date kakšno oceno, full prav pride. Je pa Aparatus tudi na Facebooku, pa na Twitterju. In če hočete nas lahko tudi finančno podprete, vsak evro prav pride, to naredite pa tako, da greste na aparatus.si/podpri. Jaz bom rekel, tem pa to nekaj zdravno dodal, bi rekel, da vsakmu res hvala, da tisti, ki imate možnost podpreti mrežo, ker spohan že, pa tisti, ki smo noter vpeti, pižamci, tule še, ki smo res noter s tem, bom rekel, srcem in dušo, a ne? Jaz sem preveč resen. Ne, kule. Da pač v bistvu dejansko res črpamo ven, se pravi, iz tega, kar dobimo prek, bom rekel, teh donacij oziroma kakih sponzorskih zadev in tako naprej, da gradimo to našo mrežo. Tak je bil dogovor nekako že na začetku in to je tudi nam nekako dokaz, da delamo nekaj, kar ne samo nas veseli, ampak tudi vas veseli. Tako da res ful hvala in tudi na Twitterju smo z Anžetom vedno dosegljiva in pripravljena na debate, pa ne samo na temo podpiranja mreže, ampak na splošno, kakršnokoli, sploh tisti, ki poznate podrobnosti, veste, kakšne stvari nas zanimajo, o čem se pogovarjamo in z veseljem naprej šeramo vaše komentarje, linke in te zadeve. Anže, imaš pa še nekaj posebnega za omeniti? Sej v duhu. Microsoft je podprl Podrobnosti, Glave pa Aparatus. In v bistvu zato, ker je bil zdaj ta Hour of Code, dogodki so se dogajali. Ti to malo razloži, ta Hour of Code. Jaz sem tak tehnološki tip, da bi lahko to takoj z besedami Hour of Code že poštekal. Mislim, štekam, ker se mi ti povedal, kako se stvari dogajajo in kako se dela in naredil sem si igrico in tako naprej, ampak daj ti malo to več povej, zato ker to je taka zanimiva zadeva. Tiste, ki so radi malo pred kompjuterji, pred gadgeti in tako naprej. Vse glih to je, ne samo za une. Fora temu, da pač ta Hour of Code je cela iniciativa, da naučiti ljudi, kako se programira, ker je ta programiranje ima še zmeraj ta grozni, prizvok, tako, programiranje. Jaz se strašim, ko to slišim. Res je. No, in pa so naredili ta Hour of Code, ki je pa v bistvu narejen glih tako, da se v bistvu v eni uri naučiš lahko že osnov pač programiranja, da vidiš, kako približno to deluje. Kje se to naučiš? Kako se to naučiš? To je pa pač na spletni strani code.org oziroma learn.code.org, se bo link v podrobnostih, če te zanima. Ampak je res fajn zadeva in mi smo se jaz čim sem videl, da se da delati v bistvu lahko v eni uri sprogramiraš svojo različico Flappy Birda, ne? Ja. Pač bi bilo škoda, če tega ne. Jaz sem še vedno 14 rekord, tako da. Ja, sej, lej.
good enough, to ni nič slabega, okej. je to dokaj zajeban špil. Okej. Tako da bom dal linke tudi v post od naših Flappy Birdov, Okej. moj, ki je v bistvu Sharknado Flappy Bird, Aha. potem od pižamca en bizaren z samorogom. Itak, kaj drugega od Ja. tega ne moreš skoraj pričakovati. No. To je res pa tvoj, ki je bolj vesoljski, ki si bolj fan vesolja. Tako da pejte pogledat, drugače pa ful hvala Microsoftu, ker so nas podprli, pa tudi nam je fajn, ker lahko promoviramo programiranje, ki je res neka veščina, ki bi jo več ljudi moralo znati, vključno z mano, ker znam čist premalo. Ja. Tako da, Ampak, se nadgrajuješ. Prej si rekel, da imaš pol nekih kablov tam pri mešalki, pa prej si rekel, vsak kabel več je znak, da je korak naprej, razumeš? To je res. Bilo kritično, če bi bil vedno kabel manj tam okoli tebe. Na koncu ne bi več slišali, veš. To je res. To je bila že skoraj življenjska metafora. Ja, veš. Ja. Tako da res ful hvala Microsoft, ja res. Big thanks. Anže, povej svoj mail, če bi še kdo bil pripravljen na podoben način pomagati pa podpreti naše podcaste. Komod pošljete mail, jaz imam ta mail anze@aparatus.si, 250 tam, tako da, pošljite. Cool. Evo, zdaj pa Benč, ki je že živč na drugi strani, si vse nohte že pogrizu. Anže, štarti zadevo. Evo, z nami je na vezi Beno Udrih Benč, direkt iz Memphisa. Beno, kje si? Evo me v Memphisu, kako? Evo, dobro. Ti kaj dogaja v Memphisu? Imate zaenkrat ful dobro sezono, vidim, da razstoravate, vzdušje mora biti verjetno na višku. Mesto, koliko res spremljam, mesto celo zdaj živi za ekipo, sploh zdaj, ko imate res fantastično sezono in ste tudi eni od favoritov za zmago. No? Ja, res dobro igramo, že od začetka priprav smo imeli pač cilj, da bi igrali v juniju, ne? In res dobro igramo, zdaj to začeli smo dobro sezono. Kemija v ekipi je super, tudi bila že lansko leto, ampak letos je še toliko boljša v bistvu in res mislim, da imamo zelo dobre možnosti, da gremo zelo daleč letošnjo sezono. Ja, to smo se že neparkrat pogovarjali, tudi na podcastu, ko smo imeli kakega basket gosta. Koliko je ta kemija pomembna znotraj ekipe? In ni važno, na kjer nivoju, govoriš o NBA, Euroligi, kadetska liga, mladinska liga, ta kemija, to je res en poglavitnega pomena. No. Kako je tvoja ekipa prišla do tega? Ker to je prej redkost v NBA, ko pa pravilo, da imaš res dobro kemijo v ekipi, no, vsaj po mojih izkušnjah. Ja, res je, imaš prav. Jaz mislim, da kemija, pa da ima vsak igralec tisto samozavest, ki jo išče, ki jo rabi. V bistvu mislim, da so to dve stvari, ki so zelo pomembne in mislim, da kemija pride tako, da ko treniraš, pa ko vidiš, kakšne soigralce imaš, pa v bistvu moraš sam pri sebi si sprijazniti, kakršna je tvoja vloga. In pol to vlogo pač odigrati 100%. Ne? Ker včasih imaš ekipo, ki ima 10-12 igralcev, ki lahko v bistvu sicer igrajo in vsi si mislijo, da so lahko, začnejo prvi petorki, vsi si mislijo, da lahko 22 točk in potem vse sam veš, Boki, da imamo samo eno žogo. Tak da, ja. če razmišljaš... Nažalost, včasih, ne nažalost, bilo dve, ampak dobro, ena je. Tak da, je včasih zelo težko, v bistvu. Potem ni take kemije, zato ko se začne tista povšija noter v notranjosti ekipi in pri nas tega sploh ni v bistvu. Pri nas v bistvu vemo, kdo so naši glavni igralci, ampak nobeden pa tudi, če kak drug da koš, naprimer, se nobeden ne buni ali pa karkoli v bistvu. Ne? Teda vsi smo v bistvu dihamo za eno v bistvu. Ne? Ja, ampak včasih je že en igralec dosti, da se pol vse poruši znotraj ekipe. Teda je ful pomembno, da so res vsi, tako reče, on the same page, tako reče Američani, da so skupaj, da razumejo, za kaj se gre. In jaz, nažalost, nisem imel možnosti še letos gledati tekme od Memphisa. Enostavno, je bilo celo po televiziji ali ni bilo. NBA League Passa nimam, pa bi se ga mogoče mogel že zrihtati. Ampak vidim te highlights, pa gledam na koncu te reports, ko so pa to. Ampak vseeno mi malo povej, recimo, kakšna je tvoja vloga letos? Jaz vem, da ti igraš dosti, da igraš ful dobro, ampak recimo, kakšno vlogo imaš
Pa ne mislim zdaj samo, koliko je to minuta, ampak na splošno vloga, Ja. ki ti je dana, pa zdaj glede na to, da si že malo starejši, da si bolj veteran, verjetno ne samo to, da prideš, odigraš, ampak da tudi znaš kaj povedati zraven in dodati tudi v garderobi, a ne? Ja, v bistvu moja vloga je pač, da pridem s klopi za Mike Conleya, ki ima sicer trenutno super sezono, mislim, da ima celo all-star sezono, ampak jaz pridem noter v bistvu, da včasih dvignem ekipo, če ekipa malo bolj, ne vem, igra bolj, ne vem, počasi, ampak da ni energije v ekipi, pridem noter, ne vem, druga petorka sicer so malo mlajši, niso toliko izkušeni, da jih malo povežem, da naredim kak odprt šut za vsega svojega igralca. V bistvu pač, da igram tako, kot sem igral v bistvu celo svojo kariero. A ne? In sam veš, da tudi je zelo pomembno, da te ekipa, v kateri igraš, da te recimo cenijo tudi. A ne? In je veliko lažje igrati tako, kot pa da te skozi neki gledajo pod gledajo strani. Tako da v bistvu to je moja vloga. Pa s trenerjem si predstavljam, da sodelujete super. No. Super. Vašega trenerja sicer ne poznam, ko sem jaz bil v Ameriki, on še ni bil head coach, ampak vidim, da tako se mi deluje, no, kolikor ga vidiš lahko iz teh posnetkov, da je tak. Players coach. Da razumete, šteka, da je. Kje je on prišel? Kje je on bil prej? On bil prej pomočnik v NBA-ju ali je prišel iz koledža, ali veš mogoče? On je bil, ko sem jaz prišel v Ameriko prvič, je bil na Summer Ligi, ko sem igral za San Antonijo moje prvo leto, je bil pomočnik trenerja v San Antoniju. Tako da jaz ga poznam že od takrat. Čak, pomočnik trenerja v Summer Ligi? V Summer Ligi, ja. Ne od Popoviča, v Summer Ligi, ja. Potem pa je, mislim, da dobil pač službo, mislim, da je celo bil v D-ligi neki, pa mislim, da dobil ponudbo za pomočnika trenerja tu v Memphisu, pa mislim, da že 8 let tukaj. In mislim, da 2 leti nazaj je dobil pač, ali 3 leta nazaj je dobil pač to službo glavnega trenerja. A se pravi, od lani, ko ste prišli, on že bil tam, ne? Je že bil tam, ja, je že bil glavni trener, ja. Letos tudi nismo vedeli, če bo tukaj ustal, zato ko poleti v bistvu... nekaj je bilo, on je nekaj šel v Utah, kaj je bilo že nekaj? Minnesota, zato ko mislim, da on je, ne vem, tam blizu je doma Minnesota, ima zelo veliko familije tam in so mu rekli, da če hoče, lahko gre in da ga bojo počakali, ampak pa se je na koncu odločil, da bo ostal tukaj v Memphisu. Aha. Ne, sej se mi zdi, da je tak z njegove strani kot z kluba, da je prava odločitev, sploh zdaj po teh rezultatih, se mi zdi, da je čisto jasno, da je to. Ja, edini, ki imate ekipo, skoraj. Ja, v bistvu, res. Ja. Prav na vseh pozicijah, pravno, da si popolnen, da je tim. No. In še posebej Vince Carter, igral v bistvu trenutno. Vince, VC. Moš mi pozdraviš, moš mi ga pozdraviti, res. Bom pozdravil. Sem me vprašal, včeraj sem mu pokazal, če hoče, daj pelati kako punco na zmenek, da jo more pelati tam gor, ko je tam veš, una cesta, ko pol tek zgleda iz vrha dol, zgleda, da bi bil Srček. To je bliz Dravograda, malo naprej tam proti Avstriji. Kaj si mu Dravograd ti kazal, kaj bo on mislil, kaj si? Pa ne, ko sem mu čakaj, no, da ti povem zgodbo, ko sem mu jaz rekel, da mora tja pelati, pa sem rekel, to je bolj na severu Slovenije, gor proti Avstriji, pa rekel, that's where Boki is from, right? Sem pa rekel, ja. Ne me jecati. Ja, no, spomnim se, da si doma iz severa Slovenije. Valjda, mi smo severi Slovenci, to je to. Mene bolj všeč, da Vince Carter sploh ve, kje je Slovenija. To ideš, zdaj pa že po mojem, ne vem, drugim skerim Slovenci, ne vem, če je igral, ampak ajde, 2 soigralca, to je že nekaj, razumeš? Ja, lepa. Ko ti skozi težiti, komu skozi težiti, dej podaj kero, veš? Ja, dej podaj kero. Ja, ne, Vince je full redo. On je neverjetno, kako se je zdaj razvil v bistvu takega pravega NBA veterana s tem njegovim šutom, pravi, mislim, podaljšal se kariero s tem, ko je postal zelo zanesljiv tak. Šuterček, v bistvu, da dajo tisti, koliko igrajo, 20-25 minut pride noter, da svoje. Zdaj v bistvu manj, ampak mislim, da proti koncu sezone, ker on je imel, mislim, operacijo letos polet, je imel operacijo gležna, samo atroskopija v bistvu, več hujšga, ampak in še veš, ko imaš te brezgotine, gležne giblje, tako bi se mogel in v bistvu igra na enim gležnju, no. In kolikor igra trenutno, pa če si zamisliš, kako bo pol igral, ko bo zdrav, mislim, da nam bo zelo, zelo prav prišel. No. Ne,
Za njega sem jaz, pa večkrat se o njem pogovarjal, pa me recimo kdo sprašuje, kako je bilo z njimi igrati, pa to. Super. Ti si, full real tip. Ti si mogoče malo zamudil tisto, mislim, igral si proti njemu, ko je bil on top špica, veš, ko je bil, ampak jaz sem igral recimo z njim tudi na treningu, pa sem videl, in jaz sem imel skozi feeling, da bi on lahko bil, on imel super kariero, super igralec, ne vem, če gledaš njegov highlights, te narit vrže, razumeš? Ampak on se mi zdi, da bi s tem svojim talentom lahko bil še veliko boljši igralec, če bi recimo bil delavec, pa če bi bil malo bolj zajeban po karakterju, tako se reče. Ja, točno tako. Pa tudi mogoče v kakšni drugi ekipi, če bi bil. Ja, čeprav recimo pri Necih, ko se je bil, on imel žogo v rokah, imel vse, razumeš, ampak pa je imel super sezono, on kadarkoli je hotel, on je dal lahko 30, 40, 50 pik, to je bilo evo ti. Samo on ni imel te želje, ko ima recimo Kobe Bryant, ko hoče to vsak večer narediti, veš. Njemu je bilo, kadar je bila velika tekma, kadar je bil playoff, kadar je bilo, ne vem, smo šli igrati Toronto, ker on je imel tam skozi full kao, veš, ker je bil prej v Toronto pa to. Ali smo igrali z kako večjo ekipo, to je vedno bil rastor, ko pa se te malo slabše ekipe, se pa nekako je padel na ta nivo te ekipe, a veš, in mi je ga škoda, da ni bil tak bolj killer, a veš, ker bi bil po mojem veliko boljši igralec. No, čeprav karijera taka, da ladaš sem kapo dol, pa svaka čast. Ja, vsekakor, ampak imaš prav. In zdaj je to postal, zdaj je tak igralec, mislim, da kakšne 3-4 leta nazaj je postal tak, res, v bistvu meni je zdaj boljši igralec, kot je bil prej. Ja, vem, kaj misliš reči, ja. Bolj koristni spade prej, ja. In nam nikoli pozabil, mislim, to ne moš verjeti, kak atlete. Mi smo to nam nikoli pozabil enega momenta, ko smo imeli trening, pa veš, da on pride, pa v spodnjem delu trenerke trenirajo včasih, mislim, zdaj pri nas, ko smo imeli veteransko ekipo, ko se tem starter niti ni dalo in igramo neki 5-5 in ta Marcus Williams je bil, ko zdaj igra v Crveni zvezdi, igral z mano takrat. Ja, se je bil Jersey, in na treningu in mu vrže alley-oop iz neke take pol kontre in si obstojimo eno sekundo, ko si misliš, dobro, kam si to žogo vrgel in je dejansko zajebo in je vrgel žogo na zgornji levi kot table. Pa Vince Carter pride, ko se niti ni stretchinga naredil, niti se ni zagrel, pa sam skoči, pa je prebije od nikoder, samo ono, da ne me zajebavata, veš, ko je prav... Kot treninga. Ne, lahko zaključiš, veš. In to so take, mislim, to so take atleti, da je neverjetno. Ja. Res neverjetno, ja. Še zdaj z ene noge v bistvu, ko skače, ko druge noge nima, da pristane, kar z ene noge, pa kar glajda gor po zraku. Pa se kaj on star? Koliko je star? 37. Je, ne? Ja. Ne, to je podpisal 3-letno pogodbo. Ampak to se tudi doskrat pogovarjamo tule, ko si rečejo, zakaj lahko v Ameriki igralci igrajo do 36, mislim, se večkrat dogaja, 36, 37, ne vem, do 40 leta, ne? Dobro, eno je recimo, da je tam fizioterapija, pa vse to, da se ful dela, pa da imaš ti recimo več časa poleti, ko ni reprezentance, pa tega, da se lahko ti regeneriraš, pa pripraviš, ne? Ampak nekako se mi zdi tudi, da sama igra, da ni toliko objavska kot v Evropi, ko je dosti tega potiskanja, guranja, ne vem, naporne tekme, v Ameriki se lahko na nek način, po narekovajih, dosti prešverca skozi sezono, no? Se mi zdi. Ja, se lahko, ja. A veš, kaj mislim, lahko si ful podaljša na ta način kariero in ostaneš dlje zdrav. Ja, ful manj treningov. Ne igraš tekmo, igraš ti si 20-25 minut, razumeš, sploh če imaš tako vlogo v ekipi, da se neki ne tepeš, pa ne ubijaš pod obročem. Ti priješ ko sezono v bistvu z neki pare manjšimi poškodbami in lahko dejansko si podaljšaš kariero. Mene bi zanimala bi me primerjava recimo poprečna, zdaj govorim za Euroligo, ne pa za NBA, ne zdaj 3., 8., 10. liga Evrope, ampak recimo Euroliga proti NBA-ju, poprečno koliko igralc, do katerega starosti igra. In jaz bi rekel, da je vsaj 4 leta so v mojem razlike, ne? Sigurno. Zato jaz hočem tudi svojo kariero končati v Ameriki, ne, zaradi tega, ker vem, da lahko v Ameriki dlje časa igram kot pa v Evropi. Normalno. Ne, to je sigurno. Pa tudi trenira, vse veš, kako se trenira, tu enkrat na dan se trenira, v bistvu in pa imaš čas za rehabilitacijo ali pa karkoli druga, ne, v Evropi pa treniraš 2-krat na dan še vedno v bistvu, ne, razno teh večjih klubih. Razno teh večjih klubih, ne. Ja, mislim, večina se vedno 2-krat na dan trenira, no. Mislim, mi imamo tu v Barceloni enkrat na dan treninge in je čist cool, ampak jaz bi rekel, da 90 ali pa 95% klubov se mi zdi v Evropi 2-krat na dan trenira in da se folk malo ne zaveda, koliko ti to skrajša kariero, taka stvar. Jaz razumem, ko si mlad, da treniraš 2-krat na dan, zato ker takrat še napreduješ. Ko pa priješ v, ne vem, po 28 letov, ko si star, pa pol naprej do konca kariere, če imaš take, to so že igralci, ki so že naredi v bistvu. In ti, kaj, da treniraš 2-krat na dan,
samo v trudu jih boš, ne boš nič napredoval, noben ne bo nič napredoval, samo v trudu jih boš in potem se poškodbe dogajajo. Normalno. To je problem in to tudi v bistvu vse posod po Evropi, tako si rekel, se pa preveč dogaja, v bistvu preveč, ne vem. Preveč so te pritiski so prevelike, ne, na klubih, a veš, treba je letos zmagati, treba iti prvak, treba je to so taki ogromni pritiski, ki jih, ne vem, sponzorji ali denar klubu vrši na klub vrši na trenerja, trener vrši na igralce, tako je na piramida, ne, a veš. In to smo se že zbrezali, se mi zdi menili, ko smo delali podcast, recimo, to ni nekega, veš, sploh nimaš, ne moreš kot igralec, nimaš besede v bistvu, ne, pač dvakrat dan trening do konca, veš, z glavo skozi, ne, in to je vse cool, ne, to je vse v redu, to je vse fajn, vsi imam radi basket, ampak na neki točki se vprašaš, koliko je to vredno. Jaz bi rad igral do, ne vem, ampak igralec bi rad igral do 35, 37, 38, zakaj ne bi, če bi lahko, zakaj bi mogel krajšati kariero, glede na to, ker imaš enega trenerja, ki te v 3-4 letih dobesedno ubije kot človeka. Da si pol, ne samo, da moraš kariero prej zmanjšati, ampak pol do konca življenja še po enem kolenu hodiš. Ne? In vsak bo rekel, pa si plačan za to, vse dobiš veliko denarja. Ja, to je vse res, ampak jaz bi rad sam igral do 37, 38, če bi lahko. Ne? Da bom, oziroma sem skoraj pripričan, da ne, ampak... Zdaj si v kondiciji, kaj? Zdaj si na nivoju. Letos imamo probleme s tem, z tem tendinitisom letnje kolena in to je prvič v karieri, da imam problem. Prvič v karieri, da imam tako težavo in me dobesedno me fajn zabava. Kaj? Prav skačeš. Ja, moram se fajn zagreti, da pol še gre. Jaz sem to enkrat imel, ko sem bil mlad. Ko sem bil, ne vem, 18 let star sem imel ta skočno koleno, takrat, ko smo skakali, pa zabijali, pa ne vem, kaj še vse. Zdaj pa tega ni več. Jaz sem ga še v lanski sezoni, brez jebancije, na treningih, ko smo delali 1-0 vaje, pa vsi so mi še govorili, s ti normalni, s 33, ne, ni problema, nazaj, naprej, z eno roko, dvema, veš, zebancija kao, ne. In letos se pa ne morem znebiti tega, ne. In ne, to sem te hotel vprašati, recimo, kaj pa, ti si imel probleme s poškodbami skozi celo kariero pomalo, no, zdaj, kaj zadnjem času, nimaš težav, si okej, ali... Ja, trenutno mislim, tiste male poškodbice, ko so prsti na rokih, ko jih malo nabiješ, pa te udar gor, to, drugače pa 2 leti nazaj sem si zvil gležen v Milwaukeeju, ko sem še igral in v bistvu me še vedno malo moti, ampak je veliko boljš. A si imel kako operacijo na gležno, ali si... Ne, v bistvu so rekli, da bi lahko, smo prepozen videli, da bi se operacija ne naredila kao, da če ne bo šlo na boljš, bom pol naslednjo poletje naredil atroskopijo, sam bom videl, mogoče še da rešiti kaj brez operacije, ker jaz v bistvu nočem imeti operacije. Ne, to je res, jaz sem imel atroskopijo na gležno in je, čeprav jaz sem imel malo težje poškodbo gležna, ne par let nazaj, ampak vseeno, jaz bi mislil, če je le možno, je boljš ojačati gležen, ne vem, delati fleksibilnost, pa se izogniti v operaciji, če je le možno. No. Kaj pa recimo po koncu karijere? Ja, kaj misliš? Če bi recimo ti lahko počakal, a po koncu karijere, da bi... Jaz edino ene stvari se ful se bojim, da po karieri jaz hočem biti zdrav. A veš, kaj mislim? Ja, hvala Bogu. Jaz hočem nehati basket takrat, ko bom še 100% v smislu, da lahko normalno tečem, pa normalno hodim, pa normalno preval naredim. A veš, kaj mislim? Nočem biti eden od unih igralcev, ki po eni nogi hodi. Ja. A veš, kaj mislim? Ki jih vidiš 40-45 let star, realno še mlad človek, mlad ali pa v srednjih letih, pa vidiš, da hodi na pol zlomljen. In to jaz nočem biti to, res ne. Imam sam sebe preveč rad, da bi si to pustil. Anže, ti greš tudi na neko operacijo, daj malo povej malo. Če spet ti primerjave. Daj malo povej, kaj se dogaja. Kako operacijo? Ne, po mojem imam že spet počen hrustanc v kolenu. No. To se sliši smotano. Ja, na levi nogi sem že imel in zdaj se mi je čisto ista stvar na desni. A na levi si že imel operacijo, ali kaj? Ja, artroskopijo, no, to je itak nist. Dobro, samo je, ne, gre, veš, je posebno. Ja, levega so mi v bistvu... Zdaj si imel levo? 4 leta nazaj. Ko si pa delal? Na basketu, v bistvu nisem nič delal, tako, ali sem mogel res oren kodarc dobiti, saj tako so mi rekli, ne, pa da je neki počal ali pa samo, ampak zdaj zdaj desenga tudi nisem neki udarca dobil, ali pa saj da se ne spomnim, no, vseš kako je me tekmo... Ja, žval. Ja, če sem kaj, sem to. Kaj si žival? Žival, ni čutil, daš, ne? Gremo naprej. Res je pa tako, da sem pač enkrat
mi je tako, pač mi je malo natekel kolen, pa sem rekel, ok, pa naslednji dan na treningu, pa smo se samo, smo brez obklas smo igrali na začetku, sam da se zlaufamo, sem je pa tako napihnil, pa sem se samo sedel. In to je bilo zdaj 1 mesec nazaj. Pa ne gre stran. Kaj bi ti mogel provati? Ne vem, tako se sliši, da mogoče hodiš malo noter, pa ne vem, da bi kakšne vložke, pa kaj takega, veš? Jaz sem vložke že 10 let. Ja, imaš, veš kaj? Jaz imam največji platfos v zgodovini človeštva. To je lahko vse povezano, veš? Se strinjam, ker tudi jaz imam platform. Slednjič, ko se vidimo, lahko primerjava. Sred asa, primerjava. Samo kaj, to nisi mogel nikoli rešiti tega platforma, ali kaj je bench? Recimo, jaz mislim, a ni to, če imaš platform, da če delaš določene vaje, pa ne vem, če rolaš full pod plat, pa to, da lahko... Mislim, koga imaš. Ja. Lahko ga izboljšaš, v bistvu jačaš v bistvu podplate. To je v bistvu tudi po moje v familiji, ne? Aha. Da se v bistvu to... Kaj ima samo ima tudi platform? Mogoče ima malo, sem ne takega kot jaz. V bistvu mogoče ima malo tek na noter. A nisi imel tudi kaj že, plantar fascitis ful močen? Ja, pa tudi zdaj mislim, da me nekaj začenja. Pa se oglaša. Se oglaša, ne, desna petka. Desna peta, ne, tam na začetku pete se oglaša. Ja. Tako pokliče, vsak jutro me pokliče, pa reče, hej, pazi, kako boš prišel do kuhne, pa kaj, ne. Ja. Da si kavico, da tiš. To je tisto, kaj je najbolj zajeba, ne gre stran. Jaz sem rešil tega. Jaz sem imel tudi ful ta težek plantar fascitis. To je bilo tudi, ko sem bil še v Ameriki in se spomnim, to je najhujša bench. Vstati zjutraj pa narediti prvih par korakov, to so take bolečine, da to je težko povedati. Resno, dejansko, to je ful boleča stvar, ne. Ja, res. Jaz sem pol začel nositi tisti but, veš, tisti čevl, tako se da gor. Ja. Skoro, kako bi to opisal. Ko je tak pancer iz plastike, veš, Anže. Ja. Ga imaš po noči gor, ko spiš, ne. Ker zanimivo je, da če ti v bistvu pod plat potisneš gor, se pravi tako, da bi dal prste gor proti kolenu v to pozicijo, ne. Sicer izgleda, kot da je takrat pod plat napet spodaj, če ga dotakneš, ampak dejansko je ta faša določena je v tem položaju sproščena, tako je bilo meni to povedano, ne. In ti so se nosil 1-2 meseca religiozno, res vsako noč in malo po malo mi je nehalo in v roku 2 mesecev me je spustilo in sem bil čist cool. Meni je to pomagalo, ne vem. To pa jaz pa rekel jim tudi, ker jaz v bistvu sem nosil če si daj tako nogavico, so imeli, ko jo potem zategneš gor. Ja, ampak tista ni tako fajn, tista meni ni tako fajn. Tista spal, in sem se zbudil sred noči in sem imel, cela noga mi je bila umrtvena. Ne. Možda tako lepo tista škorn, prav plantar fascitis, kao but se reče, ne. Ja, pa jaz sem v Sloveniji. To je ful dobro, kaj? Jaz sem v Sloveniji šel na terapijo. Tam pri Mariboru, pred Mariboru, ima eden tako mašino, ko je tako v bistvu tolkalo, tako kot ti kar v bistvu vibracija. To se reče, kako se že reče? Kako se reče te terapije, ja, jaz pozabil že. Ne morem se spomniti, vem, kaj misliš, ja. Ja, in mi je res pomagal. Tis mi je recimo 7-krat sem šel v enem tednu, greš v bistvu, da ti kao prekrvaviti, pomagati da ti prekrvavi to fašo pa vse, ne, in v bistvu mi je res pomagal in takrat naprej nisem nič imel, zdaj pa spet mi malo prehaja, ne, nazaj, ampak bom res je rekel, da ne mi dajo en ta pancer plastičen. Ja, to. Ja, ker se je pa mojemu soigralcu, ta Alex Sabrinis, je pa tudi imel zdaj skozi plantar fascitis, je tega 3 meseci jamro, 3 tedne meseci jamro, kao ful me boli, vedno bolj me boli. In zadnji tekmo, ko igram proti Fenerbahčeju, pride v igro noter in čez minuto se sam prijeme za nogo in mu je poknala faša, veš. Pravijo, da je boljše ti poknati. Ja, boljše, sam boleče je fulne in si dej nehi se nekaj, veš, kao ga še pol zabavamo, kao vse ti nič ni in sam pokaže podplate in dejansko imel pravo izlite krvi spodna podplata, ful čudno izgledalo, veš. Čak, zakaj je bolj, da ti poči? Zato, ker če ti počita, ko se ti nazaj zraste, pa drugič je močnejša ta faša, pa še ne boli več. Ne moraš imeti dvakrat tega, kao, no, a veš. Ja. Nekdo mi je celo pravil, pa zdaj ne vem, nekdo mi je to pravil, da so smučari, veš, ko se zaradi pancerja imeli te probleme, ne? Ja. Neč mi ni Rene pravil to mleko, še kdo mi je to pravil, da so dejansko, da ne bom Reneja uvalil v govno, ampak dejansko so namerno nekateri smučari skakali iz klopi dol, a veš, na podplat, da bi jim poknilo. Ja, med off-season, a veš, da bi se zarazil, da je bil v redu, ja. Mislim, ne moreš verjeti, ne. Wow. Ja, Reno žval.
Benč, to sem te hotel vprašati. Glede na to, da smo dosti iz podobnega backgrounda prihajamo, no? Ne vem, ti iz Šempetra, mali kraj, jaz Dravograd. Kak je recimo, če greš malo na začetek, pa če malo poveš tvoje korake, pa to recimo, kak si ti recimo prišel, da si bil tisti fan z žogo iz Šempetra, da si preguril do NBA? Daj mi to malo mi to pot opiše, ker me ful zanima, no, kak si to, a veš, ker ti nisi šel zdaj, a veš, da si šel, ne vem, Olimpija pa NBA, ti si šel recimo, ne vem, si bil v Makabi, pa si bil v Rusiji, pa si bil nekaj v Italiji, se pravi, si se malo movil tu po Evropi, si pa naenkrat boom, San Antonio pa gora, ne, pa ne da to, da nisi bil talent, si imel skozi vredo, ampak si šel malo drugačno pot, no, kot pa recimo jaz, Preza ali pa ne vem. Ja, v bistvu jaz v bistvu sem vedno verjel, da, oziroma želja, sanje so mi bile, da igramo NBA, ne. In ta želja mi nikoli ni, ne vem, nikoli nisem dal na stran, vedno sem imel v glavi, pač, da hočem igrati v NBA. In ko sem bil na Olimpiji, pa ko sem šel sem šel v Makabi za 1 leto, potem sem šel iz Makabija, zaradi tega, ker so podpisali Šarunasa Jasekevičiusa, Šarasa, ne. In jaz sem vedel, da v bistvu minutaže ne vem velike, ker takrat je Šaras bil najboljši play v bistvu v Evropi, ne. Ja. In sem rekel... Kdo bil to trener v Makabiju? Takrat je bil David Blatt, pa je prišel nazaj, Pini Gershon je prišel nazaj, ne. Aha. In jaz sem pač rekel, jaz nočem biti v Makabiju pa igrati 10 minut ali manj, hočem iti nekam, ko bom igral veliko minutažo v bistvu, ne. In potem... Dobar, ti si ga tudi Haro let prej, ne, tam v Makabiju, ti smo dobro sezono. Dobro sezono, ja, sem ekipa ni, mi smo imeli 9 novih igralcev v ekipi tisto leto, ne, in nismo bili tako igrani, ko bi lahko bili, ne, sicer smo imeli dobro ekipo, ampak tako je Boki že prej rekel, da ti evropskih klubi so to taki pritiski, da se zelo hitro nezadovoljni, ne, in so potem zamenjali, ne vem, spet 8 igralcev v bistvu, ne. Teda jaz sem pa rekel, da hočem iti nekam igrati, ko mi imel veliko minutažo, pa da bom treniral dober, da lahko napredujem, ne. Čakaj, takrat še nisi bil draftiran, ne? Ne, takrat sem jaz sem imel v bistvu, jaz sem bil z enim menedžerju, ko nočem zdaj imena omenjati, je bil Italijan in on ni imel recimo nobenih kontaktov, nobenega partnerja v Ameriki. On v bistvu ni hotel mene dati na draft. Ne vem zakaj, zaradi svojega egota, ne vem kaj. In jaz sem potem, ko sem v Makabiju, zaradi tega, ko smo imela oba dva istega menedžera s Šarunasom in jaz, smo imela oba istega menedžera in on podpisal Šarunasa v Makabiju, ko sem že jaz tam, ne. Ja. In sem rekel, kaj, imaš nov klub za mene? In je rekel, da nima, ne. Sem rekel, super, ne. Potem sem pa zamenil menedžera, pa sem šel v bistvu v Saratov, v Rusijo, tam, ki je pa Neven Spahija podpisal tam za trenerja. In sem vedel, da treniral bom dober, da bom napredoval. In sem bil tam mesec pa pol, sem zelo dobro odigral tam tisti mesec pa pol, potem sem si pa zvil gleženj. Zelo težka poškodba v bistvu. Sem mislil, da saniral to 1 mesec pa pol in sem prišel nazaj v Slovenijo in sem šel do Sašta Vogrina, da mi je pač zrihtal gleženj. Potem, ko se je pa to saniral, sem šel pa prvo v Grčijo, v Olimpijako za 1 mesec, sem tam bil z Borisom Gorencom, ko je igral takrat za... A pa si igral tam ali si sam treniral? Nisem treniral sem zaradi tega, ker so v bistvu govorili, da bojo spremenili neko pravilo, da se lahko Bosman A ali Bosman B igralci zamenjajo sred sezone, ampak takrat še ni bilo in so rekli, da se bo spremenil ta zakon, ampak pol to ni šlo skozi. Potem pa mi je nov menedžer našel klub v Milano. In sem potem šel v Italijo, mislim, da je bilo tam januarja in sem do konca sezone igral v januarju, smo se takrat tudi, mislim, v Milano in sem takrat pol imel zelo dobrih par mesecev, sicer pa menedžer je imel pač je imel partnerja v Ameriki in so me prijavili na draft. Potem pa sem v bistvu na draftu, sem šel, po me je tudi menedžer v Ameriki, me je zelo, ne vem, koliko je po svojih vezih, ne vem kakih vezih, se je tudi skregal s parim ljudmi, še zdaj ne govori z njimi, me je spravil recimo v ta Chicago pre-draft camp, ne. In sem v bistvu v tem in takrat, ko sem prvič poznal tega menedžera, agenta v Ameriki, mi je rekel, poglej, tule ti je lista prve runde, pa druge runde. Pa je rekel, vidiš, ki svoje ime? Pa ni bilo mojega imena gor, pa je rekel, ti svojo službo nared, igraj tako, ko znaš,
jaz bom pa svojo službo naredil, da te čim bolj predstavim ekipim in bomo šli tam naprej. Ne. Sem rekel, ok, pa sem šel na ta Chicago Pre-Draft Camp, pa sem usvojil v bistvu MVP tega kampa in potem sem imel, je bilo mislim 12 ali 14 dni pred draftom, se je ta kamp končal in sem imel v bistvu 13 ali 12 workoutov v različnih mestih. Ne. A pol si šel še po te workoute delati, še po tistem? Ja, po tistim sem jaz v bistvu dobil 12 workoutov. Mislim, da sem šel v Chicago takoj, pol sem šel v Toronto, pol sem šel v Washington, Charlotte, Houston, San Antonio, ne vem kam sem šel, se ne spomnim res. Vem, da sem tudi v Sacramento, v Los Angeles, nazaj v Sacramento, v bistvu vse posod. A tam, ko si šel po teh klubih, veš, na workoute, a tam že viš kaj feelinga, kakšni so te klubi? Veš, kaj zdaj se zagovorila z Bokijem, pa se Boki je tudi rekel, veš, kaj so ful, ne, saj meni je zmerno tako zgledalo, veš, kaj gledaš klej iz Evrope, te klube, večino vsi isto zgledajo, veš, tudi kot organizacije, ne, v bistvu so pa ful velike razlike, pa me zdaj sam tako, če se spomniš, veš, kaj si šel 12, a dobiš že tam kakšen feeling, kjeri so ti bolj cool ali ne, ali je tako neka random telovalnica, kjer imaš en trening. Mislim, dobiš, ja, po mojem dobiš. In, mislim, Amerika je tako velika, da v bistvu je razlika veliko večja kot pa v Sloveniji, ne, če bi šel iz kluba v klub. Ampak tako si rekel, dvorana, pa tudi ljudje, ko delajo v pisarnih, pa to, če spoznaš kakega v bistvu, ne pa kot trenerji. Pa recimo, sem bil v Charlotte, vem, da smo 3 ure trenirali takrat, sem mislil, kaj se to dogaja. Jaz sem tudi bil v Charlotte, Charlotte, jaz pridem, samo te prekinem, jaz sem šel isto kot ti, po sezoni sem šel takoj, sem da meni sezona ful pozno končala, ker sem bil še v Benettonu in smo igrali še finale italijanske lige in to, in sem šel, mislim, da je teden dni pred draftom, sem šel v Ameriko in sem naredil 3 workoute, naredil sem Charlotte, potem sem šel v Indiano, potem sem šel pa Houston. Ampak, ker več cajta ni bilo več za drugo, veš. In sem prišel direkt v Charlotte, mislim, da sem prišel en dan prej v Washington, ker je bil moj agent, potem smo skupaj letela v Charlotte in prijem tja cel zmatran od sezone, polomljen, mislim pač utrujen, jet lag, razumem vse, in prijem na trening in sem bila samo 2, jaz pa še se spomnim, en igralec iz enega koledža, ki ni bil nikoli draftiran. Yeah. Ampak ta igralec, ko je bil tudi neka 2, 3, tako jaz takrat, je mene na tem treningu požrl. Razturil me je. Jaz se nisem mogel premakniti. Jaz sem igral 3x1 do 11, pa ne če sem čez 3 prišel. Veš, ubil me je, ne. Sem mislil, ta NBA ni za mene, veš. Pa sem šel pa v Indiano, pa nas je bilo, mislim, da 4 ali 6, smo igrali 2-3-3, je bilo že boljše. V Houstonu sem imel tudi ful dober workout, ker sem že malo vse je prišel. Yeah. In je bilo pa na koncu vse v redu, ne. Ampak ja, se pravim, da nisem imel šans, se prav spomnim, da ta tip me je, tako me je on razturil življenje po mojem dobeni. Pa on pa ni bil draftiran, jaz sem bil na koncu draftiran, ampak ja, tako da, so pa razlike med klubi, no, jaz sem imel ful razliko, Charlotte takrat recimo je bil klub, ki se je selil v New Orleans, in so bili dosta neki dvorani, smo bili neki veliki dvorani, ki sploh niso treninge, nekaj ful čudno. Ja, zelo velika. Ja, ne vem, v Indijani smo bili pa v njihov practice facility, po Houstonu isto, no, pa ful prijazen. Sploh Houstonu se spomnim, je bil neverjetno prijazen folk, ful v redu, ful so mi. Pa tudi Indijana so bili v redu, kaj je Donny Wells. Ja. Tam je bil Breza me je gledal na treningu, veš. Ja, Breza je prišel. Breza takrat je bil v Indijani, ja. Ja, ko si jaz prišel, je prišel tam noter z dolgo čupico, pa trake, kje si benč, Čakaj, ti si pol bil 22, ko si bil draftiran, oziroma 21, se pravi zadnje leto drafta, možno za tebe, a ne? V bistvu, ja, zadnje leto. Ja, mislim, ko sem bil draftiran, mislim, da kdaj, junija ali maja, kdaj, ko je draft, junija, pol glih po draftu, v bistvu sem bil pol 22, ne? Ja. Imamo skupaj. Zadnje leto, ja. Ja. Popa San Antonio naenkrat, pa me zdaj povej, glede na to, da San Antonio zdaj res reče v zadnjem desetletju, so dejansko najboljša ekipa NBA, no. Kako je bilo priti, kako je bilo delati z Popovičem, z Duncanom, recimo biti v ekipi, ne vem, ta njihova atmosfera, ta njihova timska atmosfera, ki so oni eni tistih ekip, ki je res obdržala več kot 10 let skupaj to ogrodje ekipe in držijo to kemijo. Kako je bilo biti del tega, vem, da ti ni bilo verjetno lahko na momente, ampak vseeno, Popovič je verjetno velik trener in mislim, se verjetno naučil marsikaj od tvojega časa tam v San Antoniju. V bistvu jaz mislim, da ne bi mogel biti draftiran v boljšo ekipo, kot sem bil v San Antoniju. In
res smo je super ekipo, kemija je vedno, atmosfera je vedno bila zelo, zelo dobra takrat v San Antoniju in mislim, da tudi zdaj je, kajti tudi glavno ogrodje, Manu, Toni in Timi seveda, ne, imajo v bistvu vsi, imajo zelo dober karakter, dobro osebnost, v bistvu oni hočejo samo zmagati, ne. Njihova osebna statistika prav ne zanima, ne. In mislim, da to tudi da pol drugim igralcem, ki so v bistvu samo delček ekipe, ki pomagajo, v bistvu dobijo tudi nek feeling, super, kao, ne rabim, razumeš, ne. Ni nobene, tako sem prej rekel, sebičnosti pa takih zadev, ne. In res, ne bi, Popovič mislim, da je super, najboljši trener v bistvu trenutno v NBA-ju in se tudi to lahko pokaže z rezultati, ki jih ima v zadnjem desetletju v bistvu, ne, in res, mislim, tudi letos so ekipa taka, ko, ne vem, jaz vidim edino njih v bistvu, da nam lahko zdaj pač vzamejo to, ne, kar smo si zadali v bistvu, kak cilj, ko smo si zadali, nam lahko edini nas lahko v bistvu premagajo v seriji v bistvu, ne. No, ampak prej si ena zanimiva stvar, ko si rekel, kao, da v boljšo ekipo ne bi mogel priti. In to se mi zdi, da se ljudje včasih ne zavedajo, ko se preveč obešajo na tiste številke, kateri si po vrsti izbran, kar je v bistvu veliko manj pomembno, kot pa kdo te izbere. Ja, res je. V bistvu, ti ljudje, ki gledajo, na koliko so zbrani na draftu, v bistvu gledajo samo na denar. In, zato, ker čim si višji izbran, dobiš večjo plačo, ne. In v bistvu to je bedarija čista, v bistvu. Mislim, da tudi nasploh, če si prvi izbran, v bistvu saj jaz imam tako mišljenje, da kot novinci lige pa to se ne bi smeli takih denarov zaslužiti, v bistvu. Zato, ker tudi zdaj še posebej, ne vem, mogoče je to zdaj drugače, ko je bilo včasih, ampak zdaj recimo pride 19-letnik, ko je izbran prvi draft na draftu, ne, prvi izbor, pa dobi v bistvu skoraj 5 milijonov na let. In si misli, da je že osvojil ne vem kaj, ne. A v bistvu še ni nič naredil v življenju, v bistvu, ne. Ne, bi bilo zanimivo, če bi se recimo ta plača zmanjšala, recimo, ne bom vzel cifra goro, čisto eno, ampak recimo, da je zmanjšaš in da bi recimo bila kompletno cela prva runda imela isto plačo. A veš, kaj mislim? Ja, in da se pa pokažeš. To bi pa bilo zanimivo, ko bi igralci hoteli biti pa zbrani z določenimi ekipami, ne pa zato, da se jim gre, da so na katerih pozicijah pa to, ne, ker... Ja, točno tak, ja. Ne vem, tudi po mojih izkušnjah, se mi zdi, da je, mislim, definitivno je to, da je veliko bolj važno, kdo te zbere. Pa v kakšno ekipo prideš, a imaš možnost igrati, a na tisti ekipi je luknja na tvoji poziciji, a imaš trenerja, ki te je pripravljen potisniti naprej, pa riskirati par zmag za to, da boš ti igral, razumeš? A imaš okoli sebe prave veterane, ki ti znajo napraviti čim pomagati, ali imaš v bistvu gangsterje, ki jih boli za vse skupaj, pa sam krade denar, pa se zabavajo. A veš, kaj mislim? Kar se dogaja, ne? A veš? Vse. Ja. Preveč. Ta z gangsterje meni to... Dobro, fake gangsterje, ne meni. Fake gangsterje, ampak ne meni to... Ja, to itak, ne. Ampak hočem tako reči, to je res... Jaz mislim, da včasih se tega folka, ki bi res bil sam tam za denar, pa zato, da bo igral, ne, se mi zdi, da se jih ni toliko videl, pa ne vem, a to zato, ker ni bilo toliko interneta ali to, ne. Ampak zdaj je pa to že prav tako očitno. Zdaj se to ful bolj vidi, ker imaš Twitter, ker imaš YouTube, ker imaš Facebook, ker imaš Instagram, ker imaš, ne vem, Shakti na full, razumeš, vse imaš, ne, veš. In v bistvu lahko res je vsak ful bolj izpostavljen in lahko ti dejansko veliko bolj vidiš, kaj je ta oseba, pa kaj ta oseba razmišlja, ne, na terenu in izven njega. Včasih si tega toliko in toliko videlo, mislim, ni bilo tega, ne. Ja, ni bilo tega, ne. Tak je Beno rekel, ne, če priješ ti v San Antonio, meni San Antonio že cel cajt zgleda, da ne izberamo ronkotov, ne. Ja. Tam se mi zdi, da jaz ne vem... Oni tudi izbirajo, recimo, kakšno osebnost imaš, ne samo... Kar je ful pomembno, itak. To se mi zdi, da klubi, a pa trenerji klubi nasplošno še podcenjujejo to stvar, koliko je to pomembno, ne, da imaš ti prave karakterje. Ja, normalno, tip mora znati igrati, ampak karakter je pa lih toliko pomemben, če ne še bolj, če hočeš ti na koncu zmagati, ne. Ja, jaz vem, da takrat sem bil jaz v San Antoniju, ko sem imel workout, so v bistvu mene pa Trevorja Arizo v bistvu pelali na kosilo po workoutu, ne. In so malo povprašvali, koliko pa kaj, ne, zakaj hočeš igrati, on tretje.
in pol na koncu mene zbralo v bistvu. Ne. Mislim, da so zbirali med men pa Trevorjem Arizo. Sicer Trevor Arizo vsi ve, zelo dober igralec, pa takrat je mislim, da on bil celo prihajal iz srednje šole in v bistvu se mi zdi, da San Antonio vedno zbere igralca, ki jim lahko pomaga danes, ne čez 3 ali pa 4 leta. Ne. Ja, pa ki dejansko paše noter ekipo, ne, ki paše v to, kar oni delajo. Ne. Ja. Tako je, ja. Ne, pametno delajo. Pa sej zato ni slučaj, da imajo te uspehe, ki jih imajo. No. Ja, točno tako. Ja, tudi Popoviča so mislim, da lansko leto vprašali, koliko je to, da vedno zberete igralca, ki vam takoj pomaga, pa rekel, ja, zato ko zberem igralca, ki nam lahko takoj pomaga. Jaz ne zberem enega igralca, ki moram, ne vem, čakati 4 leta na njega. Zato, ker takega igralca lahko jaz čez 4 leta draftiram. Ja. Ne, pametno delajo. Ja. Pa dobro, zdaj tudi tale, ki si v Memphisu, ne? Se mi tudi zdi, da ste naredili nek tak, meni tudi klejem Ben ne zgleda moronko, ne? Ja. Mislim, ne zgledam Ben ta fake gangsta varianta. Ne, še najbolj ta Randolph, pa mislim, da se Randolph, v zadnjih letih, ne? A se je umiral malo? On je včasih bil ful dijač, mislim tak, no pač. Ja, se je umiral, ja. Se je umiral, ja. Pa Tony Allen, ne? On je tudi svoj karakter, ne? Ki ne bomo šli v detalje, ne? Super dečko, super soigralec, vse, ampak, ne? Ima zelo interesting, zelo interesting karakter, ne, bomo rekli. Normalno. Ne, pa sej, tudi moraš imeti na koncu kakšne take zabavljače, pa karakter so ekipi, ki so smešni, zabavni, ker rabiš to, da je pozitivna energija, pa da je zabanca gre drobe, to je normalno, ne. Pa je pa res tudi, da se je v bistvu Marek Gasol naredil enega takega igralca, da je to neverjetno. Ne? V bistvu... ampak tudi to, da je trenutno v najboljši kondiciji, formi, odkar ga jaz poznam, v bistvu, odkar sem ga jaz videl, ko je začel košarko igrati. Mislim, nikoli ni bil, mislim, da zdaj je izgubil ne vem koliko maščobe in je v bistvu res all-star igralec v bistvu. No? Ne, on je, za mene, mislim, gladko je najboljši center lige. No. Gladko. To ni vprašanje. Ne. Zdaj, ne statistično primerjave, s kom ga lahko primerjaš, s kom ne, ampak dejansko na to, pa ne, mislim, pri njemu, recimo, težko primerjati recimo njega pa Dwighta Howarda, ki sta različna igralca, ampak recimo ista pozicija, ampak pri Marku Gasolu imaš feeling, da tip dejansko v vsakem momentu razume, kaj se na terenu dogaja. Ja, res je. Včasih je celo prepameten. Ampak šteka, ne, veš. Pa Dwight je lihtek fantastičen igralec, neverjetno atlet, ne vem, a bo all-star ali grdo, levo, desno, a veš, kaj mislim. Ampak čist neka druga dimenzija. No? In jaz, da sem GM, sploh ni bilo vprašanje, koga zdaj vzamem, če bi lahko me obadal. Hvala Bogu, ja. Pa ga zna vršt. Ja. On je v bistvu zelo nesebičen igralec in včasih celo še preveč. In v bistvu včasih je čist sam na šutu in gleda na podajo. Pa bomo vsi izklopi, pa ko razmišljaš šutn, pa rekel, moja napaka, moja. Ja, vsi vemo, da je tvoja napaka, da rabiš govoriti, da je tvoja napaka. Res, prav čist preveč nesebičen igralec, glede na to, kak igralec je, pa kaj lahko naredi za to ekipo v bistvu, ne. Prej si omenil, da je ful najboljši formi, pa to, da je ful skušal. Zdaj, mene zanima, recimo, ti kaj paziš tam pri svoji prehrani, pa to, zdaj, ali si v bistvu pač... Pazim. Nisi imel nikoli problemov s tem, no, tako hoče reči. Ja, v bistvu sem imel malo, ampak to je bilo v parih letih nazaj, ker sem v bistvu tudi osebno življenje ni bilo tako, kot bi mogli biti, ne bomo tudi tja ne bomo šli, ampak mislim, da tudi zelo velik je v tej stvari tudi, ne. On je v bistvu dobil zdaj tudi otroka, je dobil hčerkico in je rekel, da koliko zdaj gleda na življenje, pa koliko je prej gledal na življenje, je čisto druga stvar. Tako da mislim, da se bo vsak normalen človek strinjal, da ko se ti v življenju nekaj osebnega naredi, da res je neka zelo velika stvar in da ti pomaga pri gledanju na življenje čisto na drugačni luči, kot pa bi drugačne. In on mislim, da zdaj, ko je dobil otroka, čisto drugače gleda na vse in v bistvu je zdravo in je v zelo dobri kondiciji. Jaz tudi v bistvu zdaj osebno življenje je super, tako da tudi
to, kondicija je boljš, ni one depresije, veš, boki, ko jo imaš časti. Ja, pa ne, pa čisto glavo imaš, prideš na teren in razmišljaš, nimaš drugih. Pa tudi ko si doma, imaš čisto glavo, ne razmišljaš in v bistvu, vse veš, ko si depresiven, ko gledaš, ko čisto preveč razmišljaš, začneš pol grickati sladkarije in to ni dobra stvar, ne, in tega zdaj pri meni tudi ni več, to je, ko je bilo včasih, tako da tudi res mislim, da sem tudi v najboljši kondiciji, kar sem bil od parih, ne vem, zadnjih 6 letih. Ne, to je super slišati. Sam po sezoni, ko priješ na enega horsa grema, ne? Ja, z lahkoto. Ja, z lahkoto. To bi da sem še vprašal, pa niti se ne rabima toliko meniti o samem igri za Knickse, ampak recimo igrati za New York Knicks, recimo, koliko je bil to velik pressure, koliko je bilo to težko? Ker New York Knicksi so ekipa, ki se že dejansko 20 let ne morejo sestaviti, no, da bi bili lahko top ekipa. In se mi zdi, da jaz sem bil, ko sem bil v New Jersey, sem skozi spremljal Knickse, ker sem skozi blizu in so oni prevzeli 90% časa na televiziji, a pa 95 dnevci, pa smo kljub temu, da smo boljši igrali, pa igrali play-off, dobili tiste drobtinice vedno od medijev, a veš. Igrati tam ta pritisk, ne vem, meni, mislim, tista atmosfera zelo težka, pa tudi letos katastrofalna sezona, recimo, kak so tvoji spomini ali pa tvoji gledanje na to, igrati v New Yorku, živeti v New Yorku, recimo, to je po mojem ful težko, no. Nekako se mi zdi, da igralci ne uživajo tam, no, kolikor bi lahko, no, razen mogoče par izjem tisti, ki so nosilci. Po mojem uživajo preveč v osebnem življenju, ko pa bi mogli recimo v košarki, a ne. In je zelo veliko drame v bistvu, že tako v celem mestu kot New York je že velika drama, skozi se nekaj dogaja, razumeš, ne. In da imaš ekipo v New Yorku, tako je zdaj New York Knicksi, ne, takrat moraš v bistvu razmišljati, organizacija, zdaj se mislim, da bi mogla bolj razmišljati, koliko se znebiti drame, kot pa da še več drame pripeleš v klub. In tam v bistvu vsi gledajo, koliko bi drama, ne vem, vsaka stvar, ki se je zgodila v garderobi, je nekako šla ven iz garderobe. Pa to se še zdaj isto dogaja letos, vidim. Pa ja, isto. Če se neki, zdaj sta se Carmelo Anthony pa Tim Hardaway nekaj spičila. Ja. Pa če se to naredi v garderobi, brez medijev, pa brez koliko se to pride ven? Se to. In tam je res toliko velik pritisk in tako zanimanje za to ekipo, da dejansko pride take stvari ven, iz katere pa lahko, da je bilo, ne vem zdaj točno, kaj je bilo ta situacija, ampak recimo neka situacija X, ki je bila minimalna, pa je mediji ne znajo videti tako veliko, da na koncu dejansko tudi same igralce ziritira do te točke, da je to prav problem, ker se samo o tem govori in samo te piše. In mislim, to nima šans pol imeti uspeha. Pa hkrati govorijo, ja pa ni uspeha, ja pa ni rezultate. Kako boš, če se sam o teh obrobnih stvareh govori bolj, kot pa na stvareh na igrišču, ne? Ma ja, pa tudi to pol, recimo teh dvojni standardi, a veš. Recimo, se spomnim lansko leto, je recimo eden od soigralcev, glavnih igralcev v ekipi, zamudil v bistvu na tekmo. Je prišel na 45 minut pred tekmo, veš pa, da moraš biti 1 uro pa pol, ne? Ja. Pred tekmo na tekmi. Je prišel tam v bistvu celo zamudil sestanek mal, ne? In je to tekmo odigral, ne vem, 42 minut. Potem smo šli pa recimo, takoj ko smo leteli za Charlotte, je bil back-to-back varianta, pa pridemo v Charlotte, pa naslednji dan kao breakfast meeting varianta, zajtrk, ne, pa sestanek skupaj, pa zamudi minuto na sestanek, zjutraj, ne tekmo, zjutraj, pa ne igra minute. A to drugi igralec, en drugi igralec? Ja, pa tudi zelo dober igralec v bistvu, ne. Ja. In če se v tem profesionalizmu, razumeš, takim, to dogaja, te dvojni standardi, veš, da se to pol ekipa gre na razno, v bistvu, ne, sem rekel, to zdaj... Normalno. Tudi če bi imel normalno službo, pa da ti zamudiš, pa jaz zamudim, pa tebe reče, ti si suspendiran za 1 teden, brez plače, jaz pa bom se smejal ti v glavo, razumeš, ne? Ja. Ne, to se strinjam, take stvari morajo biti pošlihtane in to mora biti za vse enako, pri teh stvareh, kot se zdaj omenja. Ja. To je po mojem predpogoj sploh za kakršenkoli kemijo v ekipi, ne, tako da... Ja, pa oni se iz tega res niso izkopali že 100 let. Ne. Se pravim, nazadnje, ko so imeli tiste dobre sezone, je bilo takrat, ko so igrali, je bilo takrat, ko so bili v finalu proti Houstonu, po mojem, da je bilo 93, 94. Ja, tudi takrat so bili oni 8, ne? Ja, pa so pa zvlekli play-off. So pa šli do finala nekako, ne? Ja. Šlo tudi pa bolj tako, ne, ni bilo zdaj.
Ne, škoda, Ampak, ker... ja, smešna ekipa. Je to. Majo pa, sem gledal, jaz to te recape gledam. Ma pa po mojem najlepši dres v NBA-ju, to si upam. A reči. Nixi. Res. Legendarne, ja. Res. Dobro, vse so lepi, tako je Bog je tudi rekel, so legendarni v bistvu, ne? Zato, ker imajo toliko, recimo, medijev okoli in v bistvu, to je dres, ki ga največkrat vidiš, to pa Lakersi. Ja. Ga največkrat vidiš, ne? In po mojem tudi v glavi ga imaš, da skozi v bistvu, tudi če ga nočeš videti, ga boš videl. Ne, jaz mislim, da so dejansko 4 klubi, ki so nekako legendarni. To je po mojem mišljenju, no pa ne, mogoče četrtega se ne boste strinjali, ampak 4 klubi, ki imajo dejansko tisti svoj logo, pa ta svoje barve, pa to, ki ga nikoli mislim, da ne bojo, ne smejo spreminjati in ki je toliko legendaren, da je dejansko se najbolj prodajajo. To so, tako si rekel, Knicksi, Lakersi, Celticsi pa Chicago Bulls. Ja, Chicago Bulls. Indiana na tem spisku. A Indiana bi dal zraven, kaj? Nije. Ni šans. Premali market, kje, ne moreš, ni šans. Vem, se je rodila košarka, kolega. Super, vse. Samo moraš gledati tudi, college košarka. Ok, to je res. Pacersi, mislim, ne moreš jih dati zraven teh klubov, ne. Jaz govorim zdaj za pro basketball, recimo za NBA. Glede na to, prej smo govorili, da San Antonio je v bistvu že zadnjih 10 let, v bistvu že zadnjih 20 let so na vrhu v bistvu, ne? Ja, še prej za... San Antonio prej dal zraven gor kot pa kjerokoli drugo ekipo. Sigurno. Tudi nisem hotel zraven reči, pa sem rekel, za nalaš ne bom rekel... Mogoče še Detroit, Boki. Ja, Detroit je blizu, ja. Jaz mislim, da San Antonio, da bo legendaren, ko se bo ta generacija poslovila, bo bolj postala malo bolj, da imaš tisti retro dresa. A veš, kaj mislim, zdaj je to še preveč in, a veš. Ja, še vedno se dogaja. Če pa Duncan noče nehati igrati dobro. Ja, pa zakaj bi nehal, če še vedno razstrava? Ne, pa se on je imel ful dober, neki so ga sprašvali, kaj bi svetovali ljudem, ki jim rečejo, da so prestari, ne. Rekel, res hoče, da na to odgovorim, pa on tako, da nehajo medije poslušati. Ja, sej, ne. Tim je ful. Jaz ga ne poznam, koliko iztekem, pa to se mi je zdaj korektno, vem pa, da ste bil z njim ful v redu, benč. Ja, res, Timi. On je v bistvu meni dal tudi, on pa Michael Filni sta mi v bistvu dala nickname, ne. Kjer je nickname, kaj? 1B. 1B? Ja, moje ime nazaj, da ga prečitaš. V bistvu. Točno, ja. Mi v Sloveniji bi to prebrali ONEP. Pa jaz tako rečem, pa veš, kako se je to zgodil? Timi, ko so prišli dati PSP, dati ven, veš, dati mali portable PlayStation, ne? In je vsem kupil ta PSP varianta, ne? Mi smo si pa pol mogli samo iti igrico kupiti ta Texas Hold'em Poker, ne? In smo si to igrico šli kupiti in potem, ko smo šli na letalo, ko smo potovali, smo v bistvu igrali ta Texas Hold'em. Vsak na svojem PSP-ju, ali kaj? Ja, vsak na svojem PSP-ju. In potem varianta, vsi so imeli neke nickname, jaz pa Beno Udrih, celo ime. Varianta, jaz nikoli nisem imel nickname, ne, pa tak Michael Filni reče, pa ti mi tako, pa ne moš imeti celega imena, daj si nek nickname, ne, napiš nekaj karkoli, da boš tak celo ime Beno Udrih, ne. Pa jaz razmišljam, kaj bi dal, pa sem mogel hitro si prijeti gor, pa sem kar svoje ime nazaj napisal, pa tak Michael Filni, pa Tim Duncan, ok, that's a good one, 1B, pa jaz tako rečem, ne, to je ONEP, moje ime nazaj, je pa rekel, no, in USA, we say that 1B, we're not gonna say ONEP, it's 1B, so, tako da od takrat naprej, ja, 1B. Okay. Ja. Ti tudi nimaš Zegna s priimkom, ne? Ker ta Udrih jim ne gre, ne? Ja, in jim nikoli ne bo šel tudi. Ja. Kaj vse si slišal? Udrih, sploh nekaj bi rekel, kako Američani sploh reče? Kako so rekli na začetku, ko te niso poznali še? Udrih. Udra. Udra je najbolj. Jaz sem od smeha, ker highlighte gledam. Je tako, pa reče, in to zmeram ena ženska je, ki tudi komentira te highlighte, in ona ima zmeram Udra in res umrem vsakeč. Varianta, vsako leto Media Day varianta, medija vpraša, ok, koliko reče svoje ime, pa jaz samo, kam lahko sem, Beno kličete. Je dovolj, brez Udrih, brez Udra, brez whatever, Beno is ok.
Še po 10 letih še vedno jim ne gre. Še kar, lej, isto je, ko je bilo 10 let nazaj. Ne, samo je neverjetno pomembno, koliko imaš, ko si rekel, da si imel te Finley pa Duncan, koliko je pomembno, da imaš te veterane, ta pravi zraven. Ja, res. Koliko ti to pomaga, da res nimaš tistih debilov, ko te sam zabavajo prvo leto, kar je tudi smešno po svoje, ampak Ja. Meni je bilo super, ko sem prišel tja, pa res nisem imel. Veš, ko je bilo tisti dress code, je prišel ven in se je bilo treba ful oblačiti, pa vse to, tekme pa to. Kje sem jaz takrat 21-letni klinc imel obleke, pa vse to, razumeš? Ja, pa te pa zabava folk, kako nosiš. Ampak jaz sem imel ful srečo, jaz sem pač imel Nisi imel tega, ne? Ne, jaz sem imel eno obleko, pa nekaj tek malo za obleč, kao, sem nekaj izgledal. In en dan prijem po treningu v garderobu, pa Steve Francis, tam on je z mano igral, lih ima osebnega krojača v garderobi, pa ga lih meri, veš. Ja. Pa sem tek on njemu, go over there to the rookie, take his measurements too, pa jaz tek, kaj je to, kao, veš, pa on tek kao še mene zmeri, pa jaz tek, kaj mi bo za eno obleko naredil, sem mislil, dej, nek si sem šel kupiti, ni treba, ne. Ne, don't worry, kao, pa tek sam čez en teden, čez 14 dni prijem v garderobo na trening, pa enih 6, 7, 8 škatl ogromnih na moje mesto v garderobi, pa jaz tek, kaj je to, Pa tek odprem, pa polno oblek noter. Model mi je za celih 5 sezon naprej mi je obleke skupaj s Taylorom. Custom made, stari. Je rekel, I got you, rookie, I got you. To so pravi veterani. Ja, to so pravi veterani, ja. Ja, normalno, ja. Benč, koliko časa še misliš igrati basket? Ne vem, dok mi kolesi ne odpadajo. Dokaj ti koleno s pantov ne fukne, tako reče, če boš merzen, ja. Lej, za enkrat, edino operacijo, ko sem imel čas, da potrkam na les, edino operacijo, ko sem imel v bistvu na sebi, na kolenih, gležnih, vse sem imel v bistvu na desnem mazinčku, ko sem dal 2 šraufa noter, to mislim, da bilo 2 leti nazaj. In desne roke, tako veš, da ne uporabljam kaj preveč, ne, tako da... Lefty, stari, crafty lefty. Ja, tako je. In to je edina operacija, ko sem jo kdajkoli imel v bistvu, ne. Ne, se pravi, boš igral, dokler boš lahko boš igral, se pravi, v Ameriki na tem nivoju in nimaš neke želje, da bi rekel, imam zadnjo sezono, še 2, še 3, pa če dokler bo šlo, to misliš. Dokler bo šlo, ja, ampak tako si tudi ti prej rekel, da jaz tudi hočem v bistvu, ko končam kariero, normalno hoditi v bistvu, ne. Ja, valjda. Ne bom nikoli šel neki se pretiraval, pa da neki, razumeš, da se riskiral, da se poškodujem v kogarkoli, ne. Se pravi, v dresu Polzele te ne bomo videli kot Jagodo. To pa mogoče po eni nogi še skako, ja. Ja. A imaš kakšne take stvari, hobije izven basketa zdaj, ko te bi rad počel po karieri, ali se zaenkrat še toliko fokusira na basket, da nimaš ni? Pa ne mislim s košarko povezani, recimo čist izven tega, a je kaj takega? Ja, ne, jaz zelo obožujem košarko in jaz vem, da... Si bil poleti, da si trenerski izpite upravljal, kaj je bilo v Ameriki? Ja, v Ameriki sem šel, ja, in to mene zelo zanima, da bi bil trener v bistvu, ne, in sem šel tudi na ta košarkarski, mislim, ta kamp v Virginiji je bil za 100 najboljših srednješolskih igralcev in te v bistvu učijo kot za trenerja in bom tudi šel naslednje poletje, bom daj tudi šel, da pač čim bolj izkušen sem lahko, ne, da ne vem, koliko dolgo bom še igral, nikoli ne veš glede zdravja, ne, tako da, tako sem rekel, bomo videli, ne. Cool. Ja. Benč, tako sem rekel, v Sloveniji pa pol drugo leto poleti se vidimo spet, no. No. Lani te je bilo oziroma letos poleti te je bilo ful lepo videti na Ljubljani. Po zelo dolgem času, ne. Ja, pa ko boš samo o tom govoril, mu reči, prosim ga, naj si tisto brado postriže. Rekel je 1.1., tako da, evo, ne rabiš več. Hvala Bogu, ker tista brada, to sliko eno breza mi je poslal zadnjič eno svežo sliko od samota, to pa bomo dali na net bomo dali to sliko, Petnakošarka.si, ko zdaj ne igra več za Polzelo, so dal gor in jav. Tak hipster je rato. Ja, si ima brado, dejansko ima bradojlo, no. Bradojlo, ne. Naš še une špegle z debelim okvirjem in je to. Ja, res, ne vem. Pa gramofon mora samo začeti nositi. Smeško. Benč, ful ti hvala za cajt, no. Lejko, hvala vama. Ja, hvala. Ful te je bilo lepo slišati. Enako. Če ne drugega, je bil to dober razlog, da se mi malo dolgo slišimo, mislim, malo bolj na dolgo slišimo po dolgem cajtu in jaz ti lahko sam še zaželim še naprej ti dobro sezono, pa upam, da vas bomo res gledali tamle v maju, juniju.
globoko v play-offu, bom držal Hvala. kosti res. Upamo. Isto tep, lej, pa zrihti te kolene, ne? Ne Ja. kak. Šut. Ja, Polaki bo. Na štimi zapestje pa čaka na Dokler trici. šut gre, ni problem. Če Pa pa enkrat tako je. šut nehal, pa res več ne vem. Pa Ja, nima več, pa mogo tretje spet- opcije pa Ja, nima. lej, zdaj šuteri, pa ko v šut ne bo šel več, pa nazaj začni zabijati. To je ta taktika, ki se išče. To je ta taktika. Prav. Ne? Ej, Beno, hvala ti, pa smo na vezi Hvala tako vama. vedno. No. No. Vsi, ki hočete spremljati Benota, Beno Udrih 1 na Twitterju. Tako da, Res. to je to. To je to. Benč, uživi, hvala ti. Ej. Ajde, mestre. Ajde, Ajde, uživajte. čau, čau. Ajde, čau. Evo, to je bil Beno. Še enkrat, tako sem prej omenil, Beno Udrih 1 na Twitterju. Dajte ga malo poslediti, pa malo prek Twitterja dati podporo za njegovo sezono. Res mu prvošim, da dobro odigrajo, pa da, če bo le možno, da on še lahko tretjič postane prvak lige NBA, zamisliti stari. Ja, to je noro. Ja. To je- Pa res so dobri letos. Ja, ja, tako, ne, so dejansko dobri. Pač, In ja. za Benotom sem še to rekel, jaz sem prepričan, da je marsikdo mislil, da bomo tudi v reprezentanci veliko govorili. Jaz Benota res dobro poznam, njegovega pogleda na reprezentanco mogoče ne toliko dobro, oziroma ga nekaj tudi ne razumem in iz respekta do njega nisem hotel drezati v to. To je njegova zgodba, to je njegova stvar in se mi zdi, da je prav, da to tudi ostane tako. Če bo kdaj hotel spregovoriti o tem, kolikor ga jaz poznam, sem prepričan, da bo normalno on tisti, ki bo prosil za debato s komerkoli že, da bo spravil te stvari ven. Vem pa, da je to za njega ena taka zelo, zelo težka zgodba, o kateri ne rad govori tudi s svojimi prijatelji, tako da, tako sem rekel, kot njegov prijatelj imam glede tega lahko samo en respekt in nič drugega. Tako da Benču res iz srca želim, da še naprej odigra, tako da zdaj igral, ker je dober dečko, večkrat narobe, ga ljudje razumejo, ampak je fant na mesto. Tako da Benč, srečno tebe v Ameriki. Anže, kaj imamo še za konec admin zadev povedati? Da so podrobnosti del mreže Apparatus, ki jo najdete na apparatus.si, da so podrobnosti v iTunesih, tako da če nas tam poslušate, dajte kakšno oceno. Ja, ful hvala tistim, ki ste že, oziroma še bote. Res je, in Apparatus na Facebooku, pa na Twitterju, pa bili smo v sobotni prilogi, come on. Ja. Woohoo. Bili smo Tako da, omenjeni ja, v sobotni prilogi, tako nekako, ne? Res je, mislim, da tudi zdaj, kaj je to odzunil v ponedeljek, da bo članek tudi že odklenjen na netu. Lepo. Ja, se ga bo dal celega videti, no. Saj upam. Tako da drugače pa kupite sobotno prilogo, ki je res vredna svojega denarja. To je res noro. Škaj se pogovarjamo o evru pa pol. Ja. Ja, res kul. No. Lenart je v bistvu mal, Kučič je popisal podcast, imamo daljši link do tega. Vse se je začelo s tem serial podcastom nekako začelo. Pač ta članek, hočem reči, ta debat. Ja, se full člankov. Si že uspel poslušati? Ne, ga bom. Res je dobro. Ne, no. Čeprav se mi zdi, da v zadnjih epizodah gre malo počasno vzdolj, se skup ta intensity. Ampak ja, serial je en tak podcast, ki je mogoče posredno pomagal tudi nam, ne vem. A veš, kaj mislim? Ja, zato kaj več ljudi pa to zanima. Ja. To je sam dober, res. Dajte počekirati. Sam montiram toliko podcastov, da težko kažem. Vem. Jaz imam toliko na lagerju, da enostavno ne sfolgam, ni šans. Ni šans. To je to, drugače pa ja, lahko tudi podprete mrežo Apparatus, to greste naredite tako, da greste na apparatus.si/podpri, pa na koncu še enkrat hvala Microsoftu, ki je podprl Apparatus in prave. Drugače pa ja, vesela smo vedno tweetov na temo podrobnosti, #podrobnosti, tako jaz kot že z veseljem pišemo nazaj in se pohecamo na Twitterju, tako da thanks. Noč pa se slišimo čez 14 dni. To je vse res, Boki. Ajde. To je to. Zaključimo to, Ajde, čau. Važno, da stih račun.